Sinoči, kako vsako leto na moj rojstni dan, pri meni so bili gospodje oficirji zbrani, kot vsako leto so bili gospodje oficirji. Deset minut, prosto, 10 minut. Večer bom pozdravil Franke, Željko, potem pobotnico šalati, oboje in pa sredje, jedli bom pa škrteno, pečeno, poddeljen. Ja, moj oče pribežal iz Češke v Slovenijo 1927 v gospodarski krizi. Dobil je službo pri Hribarju, tovarni Katarina. Za njim je prišla mama in leta 1929 sem se rodil jaz. V osnovno šolo sem hodil v Moste in sem jaz lahko naredil. Vmes so me pa starši vpisali v češki vrtec. To je ena dragocena in mitna izkušnja. Češki vrtec, ki je bil na liceju, je imel podaljšek v Ljudkovnem gledališču nekako. V Narodnem domu so se shajali v Čehi, kjer je s Krušni plezali ljudkovne predstave, pa tudi otroci smo igrali kakšne igrice. In jaz se spominjam, da sem bil Hrebnik in Gašperček. Ko sem bil star 7 let, mogoče ravno zaradi jezika, jaz sem govoril češko in slovensko, češko-slovensko. Nisem vedel, kaj ne govorim, starši sem govoril češko in jaz nazaj slovensko. Sem se odločil, da bom z njimi govoril samo še slovensko. Partizane iz novega razreda ni šlo dosti gojencev, mogoče 2-3 ki si niso upali domov, ko sem jim preveč rekel. Modno, partizan. Vojna se je kot vhodu smoka, vsak večer. Videl sem, ne vem, nič koliko preveče zredna, če te naredijo za vidiga za te. Seveda sem doživel britskih izkušnja, prišli so nekaj aretirati domobranci iz Urha, delal sem tudi s partizani, v trojki sem imel nalogo, da napičem na planke Mica je kurba. Druge vojne vojne, kaj ni 40 sem se preplašen, kot sem bil, ker ta vojna podnese me za otroka neke čudne travme. Sam odločil, da bom šel v partizane, oziroma da sem operal pod Majskih hrošč. In res 1. maja vstopim v prvo slovensko artiljersko brigado, ki je imela pripravljen tam štab. In
5 ali 6 nas je bilo takih majhnih hroščev, pa 2 prava partizana in mi smo osvobodili Brno. Juri, Ja. gledava nadaljevanje tistega, kar sva leta 95 začela. Ja. Z enim samim intervjujem za naše razglede. In šele potem, ko je bil že objavljen, ko sva skupaj stopila v Crnkovičev časopis, sem jaz prebrala, da sploh nisi rad dajal intervjujev. Da Ja. nisi imel dobrih izkušenj z njimi. Ja, to še danes. Te intervju, da to je drugače govoriš, pa ko bereš, ker si pač ta človek, ki te intervjuva, misli o tem, pa vidiš, da je drugače mogoče razumel in pa so pa to neumnosti, potem mora na tem sedeti, pa popravljati, pa tako, mislim, intervju se zbojim, govoriti se ne bojim, ampak kadar pa vidim, da so te stvari napisane, pa drugače zgleda. Literatura je tle, literatura, veš, to je to. Ampak mi, da so se dobro razumela, jaz se spomnim, ko so prvič v moji dnevni sobi snemala, si ti rekel, ti kar z mene vlečeš neke stavke ven, jaz kar ne morem nehati. Ja, mogoče da je res, ja. No, in tako sva potem prišla do tega filma, ko sva ga delala za tvojo 75-letnico in mislim, da še kar lepo stoji, a ne? V redu je, še ni konc, ne, te bomo videli. Ja. Se še riba peče, ne. To se pravi, po tej osvoboditvi Brda je prišla tudi osvoboditev države, ne? In tvoja akademija, začetek tvojega študija. Ja, seveda. Akademija, ja. No, meni ogromno ljudi se je prijavilo. Takrat nastalo malo zmedene, kakšne akademije se je ustanavljala, to me še ni bilo zraven. S partizanov so prišli tudi, tam je bilo ustanovljeno Slovensko narodno gledališče, drama je bila tudi Slovensko narodno gledališče, tako da se ni vedeli pravzaprav, pri čem smo. No, potem so pa je Kombatovič pa temu že skupaj vstopili in so akademijo naredili. Razredi so bili veliki, recimo, da se je v en razred lahko upisali nekih 15 študentov za teater. Avdicije so bile pa tako čudne, da so, to je v Gajevi 5 je bilo, to je ta Dukičevi bloki. Toliko se je prijavilo ljudi, recimo na vsako leto na te audicije, da je bilo človeka res strah, kar recimo 30, 40, 50. To je po stopnicah dol se je kar vil neki. Pa vsak je seveda bil mišljen, kakor da je igralec, ne. Jaz sem pa bil amater igralski. V Mostah smo igrali, sem igral eno negativno vlogo in od takrat me starši niso več pogledali. Res. Ja, tako so me resno jevali, že tako niso, ta igralski poklic je bil tako nekaj čudnega. Nasprotno se je Peček hodil tam čez Graven, imel belega mašne, pa pojavljali so se na Bledu, so bili recimo, pa s Panama slamniki, pa so bili kar bogati, pa spoštovani ljudje, samo neki, ni bilo čisto neki v redu, ne vem kaj, ampak jaz se nisem mogel pomagati, no. Tako da sem ves čas nekako rinil v teater, pa v opero, pa na dijaško stojišče, pa medvojno, Parsifal 4 ure, na dijaškem stojišču sem sedel na tistem gasilnem aparatu za Parsifal, tako sem sedel, čisto nabito je bilo pa luštno, ker skartam, čeprav je bila policijska ura, si skartam stopnica, mislim,
so te Italijani spustili naprej. V redu. Tako da gledališče je bila ene vrste potuha pravzaprav za nas mularijo. A se ti spomniš, kakšna je bila prva ura, ko ste bili že izbrani za igralce? Ja, kako? Ni bilo nič posebnega. Mi smo bili, Boris Kralj je bil v mojem letniku, ki je igral, vsi smo bili nekako že amaterji. Jaz sem v Mostah bil v tej skupini, Kralj je igral, tudi Kralja na Betajnovi je rekel, da je igral tam v Marjanišču, tam je bil tudi Menard z njim, Janez. In te profesori, ki jih je Gavela nekako zbral, mi smo bili Gavelov letnik, ne. Gavela je imel in Janez Cesar je bil naš profesor v prvem letniku, ki je bil pa tudi prej že v komisiji za tekmovanje amaterskih odrov. To je bilo, ali smo se pri mraku kje srečevali, ali smo bili, to smo, več ali manj smo se poznali. Ta letnik, jaz sem bil 3., 4. mogoče letnik akademije, takrat sem se vpisal, ko so že 3 letniki šli skozi. Smo bili pravzaprav že izbran tam, na tistih igrah, kjer so nas te profesori, ki so bili v komisiji, gledali. Rada bi te spomnila na to, kar je nekoč rekel Rozman, kako se te spominja z te prve ure, kako si bil neverjetno čuden človek, je rekel on. Ampak to je pomembno, zaključuje, da si bil oblečen v nasprotju s politiko. Ja, politika so imeli angliški rekelce, ne? Ne, še mi je posloval. Partizanske, ne? Kaj, politika? Tako sem na radiju sodeloval, še nadaj, da imam, to so bili vsi v partizanskih oblekah. Pištole na mizo, pa gremo, ne? No, in jaz se spomnim. Res to. In mi smo bili pa mularija, oblečeni po modi. To se ni bilo, italijanska okupacija, denar smo imeli, smo nekaj prodali, neke znamke, pa ne vem kaj, vsak je nekaj po tihem delu. In to je moda, ki je bila predpisana. To so frizure, lepo, z brilantino, tako, klobuki, z borsalino, 6 centimetrov, rob hlač 22, suknič takole. Ja, kaj pa ti misliš? Zdaj Italijani, ki pa ja. Frizura lepa, zadnji takole prečka, tukaj. Pa peva naprej. Pa prikorakamo pred vrata, se vtačem, točimo vrati. Vrata se škripaje odprejo. Tam pride upravnik, glasino, na glasini, nakašira ključ, in on ga simbolično preda. Mi vstopimo v grad, ker sem bil ta grad, ki ga se nimamo ta grad, nekako betoniran. Se mi zdaj poln remeno, tako prelepo, gledamo. Gremo prvo na strop, lepo nekaj se izkaznica, vse očuvamo, tapete, slike, kamin je bilo dovolj fungirano pepela, nekaj take dolge vžigalice, so v kaminu predalniki, vsi smo odpirali predale, jaz spoštljivo, kaj se jim pohodim po tistih sobah, vse v tapetah, tudi soba vmes kopalnica, vse v nekih tapetah dimno, tako, francoska ležišča so bila preprosta bolj, da ni bilo posebne razkošne, vendar z dol so vključeni lepo. Vidim, da za ležišče dišeče vrečke, to začnemo bohati. Krasno. Ko je brigada pridrvela, se je že razmišljala in so začeli rezati hotele, če so bili učnjeni, ker takrat je bilo najbolj moderno, da si dobil čim več učnja, zato da si naredil dobre športe. No, kasneje sem bil na tem protokolarnem, prvo smo še enkrat, bilo pred davnimi leti, ko smo
še dajali programe, recimo za novo leto, za silvestrovanje, tako stopil sem v raznih grupah, primarno strank, medicinskih. In sem smo prišli, vsi konkretno Adamič orkester, solisti, glasstvo opere, ne bi igralci, nisem smel samo jaz, pa upravnik, pokojni Juž Kozak, svojo zastopnika, bolj dramske zmeri. No in iskal sem te ambijente, ki sem jih takrat kot otrok si zapomnil, jasnih ime bilo. Pač pa imam kar dobre spomine na tisto reč. To je bilo nekaj 3-4 dni, ko si veslovanju, mi smo predavili sem, avtobusi. Tukaj so bili tudi nekaj člani CK-ja, politični veljaki, pismo pa njegovo Nikolino Zbange. Jaz sem dolgo v bistvu, da se to videl, Rajgrina, nisem izkopil vseh srednjih finskih, to Rajgrina, sprašlo smo eno logi, poslušajte mi je, vi slučaj veste, Tirolino, predržuje maršal na Vangi. Potem se pa je, vendarle v misli, pa to ni Rajgrina, to je Rečina. Da je pravno zadrekli in je pa še kisel zraven. Pridi nazaj! Moram se bo organizirati. Nobene pomagno svet. Zbujanje ob 9 zjutraj, umivanje, napravljanje, razmišljanje o kvadraturi, mogoče sestavljanje sonitev. In dopoldan bo minil na tebe v pasmi. Ob enih kosilo, umivanje, napravljanje, malo sječte, onaniranje, enkrat, dobro, ne traje 3-4 minut. Škoda, da ima pri sebi zgodovine tole. Mišli bom na tisto igralko. Kako je že ime, na koncu jezike na njemeni. Nekimi nogami na O. Nekimi bočnim nebuhom. Posjesti. Zvečer umivanje. Doma v postelju. Recimo v 10. 2 ali 3 ure pred zaspim. In tako bo prišel jutrišnji dan. Koliko denarja si bo prihranil? Ne bo več ne televizije, ne kina, ne Coca-Cole, ne časopisov. Jetek! Pridi nazaj! Arhitekt! Zdaj sva poslušala en odlomek, ki je seveda že v globokem modernizmu, ampak mene zanimajo začetki. Ti si bil tisti, ki je skrajšal žlahtni realizem in potem nadaljeval realizmom še naprej. Sem bil že kar malo naveličan tega, no. Predstave so lahko trajale tudi 3 ure, pa pol, 4 ure, tudi 4 ure. Pa ne samo zaradi tega, ker so igralci precej poljubno govorili, mislim, tekst so povedali, samo vmes so bile pavze, fantastično, renčanje, smrčanje, da sedim, da pa počas govoril, ne. Mislim, to je realističen tak prijem bil, ne rečem vsega, ne, ampak je bilo zabavno, luštno, lepo, samo naveličaš se, to nisem... Pa tudi dikcija je bila... V redu, kako sem pri vas doma temu reče, je bilo, za dikcijo je bilo drama zelo natančno, to moram povedati, je bila velika razlika med dramo in kasnejšim, recimo, mestnim gledališčem, ki je Tiran ustanovil. V drami so bili lektori, zelo dr. Bajs, recimo, tudi Mahniš, tudi Nada. Zelo so pazili na izreko, kar
danes ne opazim več. Škoda. Izreka, če si prišel v dramo, si poleg tega rečanje, smrčanje, mehanje, ne, ampak si pa tekst pa slišal. Zdaj sedim tam v tretji vrsti, komaj, no, moram reči. Tudi glas si moral imeti. Glas je bil recimo pogoj za sprejem na šolo. Pa posluh. Ker to so dve stvari, težko igraš violino, če nimaš leve roke, ne. Ne vem, kako bi šlo, ne, vse bi šlo vidno. Tako je, ne, danes se ne pazi več toliko na te osnovne pogoje igralstva, ki morajo biti. Na odru ljubljanske drame je iz tam, odkoder igraš, pa recimo do prve vrste, 5-6 metrov. To ni hec. Zdaj si že Kje je še deserti? Zdaj si že pomagajo z mikrofoni, ne? Dobri mikrofoni, vse. Ki so... Pa tudi mikrofon je ni čisto enostavno mikrofonom. Za mikrofon je tudi potreben mikrofonski glas. Nima vsak, kot nima kamera vsakega obraza rada filmska, tako tudi mikrofon ne prenese ravno vseh igralcev, recimo, ne. Viš, kaj me zanima? Ti žlahtni patos in skrajševanje stare predstave, ki si jo ti uspel skrajšati na polovico. A to je bil Tartif. Pa to niso, ja. V Tartifu se mi je to posrečilo. Seveda so bile tudi kulise drugačne, spremembe so trajale 20 minut. Zato so z Borisom Kraljem potem nekaj časa bila tukaj tudi kot pomočnika delavcem, da smo potem postavljali te kulise. To se prave zidave so bile, to je ogromna zadeva. Drama, recimo, je ogromen oder, ko če ga premislim. Zadaj so bile najprej, so bili panoji, slikarji iz Krušnita, ki ga opisujem, je bil šef delavnic. To so slikali panoje, to je 11 metrov, pa 7 metrov višine, pa in to naj bo slikati, tam da slikati gost, recimo, ne, ali kakšno drugo sliko, ne. In potem pa praktikabli, to se je gradilo, in to postaviti med dejanji. Med prvim in drugim pauza 15 minut. Glej, tole, kar je pravzaprav nastalo potem z arhitektom, z lastovkami, to se je začelo z odrom 57, ne? 57, ja, že prej, ja. Ne? Ja, nastavki so bili, ne, v teh mojih, jaz sem se včasih, sem ustanavljal te zgrupe, ne, najprej smo bili s Prometejem v Šentjakobu, smo se imenovali 316, ali nekaj tazega, to je bila številka blagajne. Tam smo se zbrali ljudje, ki smo bili somišljeniki, mi smo ogromno predebatirali v teatru. Res, tudi po noči se je krokal, to je sam teater. Ne vem, kako da danes že se kaj drugega pogovarjamo, politika, v teatru manj, no. Ja, ti si bil orientiran na francosko avantgardo. Ja. To je bilo zato, ker francosko seveda nisem znal, ne. In sem dobil neko štipendijo od francoske ambasade. In sicer zato, lektor francoskega jezika, ne vem, kako se je že pisal ta gospod, je imel neko bolečino, da bi za študente francoščine uprizorili študenti oziroma mladi igralci kakšno igro. In so prišli k meni, če bi to režiral. Fedo, ki je bil na sporedu. Pokojna gospa Le Ferma, nekaj tak, kar sem pozabil. In se rekel, gospod, jaz ne znam francosko. Nič hudega, je rekel, bomo mi to na silo prevedli vsebino. No in smo imeli v grupi Ivanca Braneta,
Aljo Tkačevo, Majdo Grbčevo, pa Kristjana Muka, ki so bili učenci klasične gimnazije, se mi zdi, in tam je bila neka profesorica Sajetova, ki je to francoščino tako dobro naučila, da ne moreš verjeti. No in oni so znali francosk, jaz sem situacije na podlagi tega grobega prevoda jim dal, vsakega sem najprej vprašal, kaj pa znaš? Pa je rekel Brane Ivanc, jaz znam na Gloucester. S tem bomo začeli predstavljati. In res, ko je šel zase narazen in Brane Ivančev na Gloucester, skozi novega narazen, tako da smo prezveli, kaj se bomo šli. In ta je zelo uspela predstava, ki je gostovala v Zagrebu, na konzulatu, so neki tam nam zrihtali, v Beogradu. Skratka, imeli smo velik uspeh, v francoščini seveda. No in za zahvalo francoski ambasador, več ambasador, vem, da je bil na takle štempel, skoraj velik. In on neko pismo, spremno pismo, in me je povabil za 3 mesece v Pariz. No, in tam sem imel plačano stanovanje, pa toliko, da sem imel zračunan, zdaj so franki drugače. Takrat sem smel zapraviti na dan 11 frankov. Ja. Vse so štipendije že bile, ampak noben ni zdržal recimo toliko, ker imamo štipendije v igralcu, ne, to je kakšen mesec, ne veš, za 3 mesece, pa dan pa šel, ne, kaj bo češ. To je zelo skromno treba živeti. Dobil sem v Društvo dramskih umetnikov neko izkaznico, sem se pojavil bolj na blagajni tam, teh gledališč, videl sem strahota, se vidiš takrat 64 tako predstav v komediji Française. Poleg tega si dobil znižano ceno stopnice, polovična demi tarif recimo, ne polovična tarifa, ampak na drago karto, ne. In si moraš, da je tudi pourboire, ti si moraš vedno polne žebe, Francija ima to grdo navado, da te vodijo na sedež, jaz se skozi govorim, ni treba, vem, tiše. A ne, imate pele, ti moraš seš v žep, pa res, ti vojte. Jaz pa nisem za kruh skor, no. Res, ko sem hrano gledal, lačen sem bil doskrat, no. Sem gledal hrano, cene, tako li šel, dol, niži, no na koncu je bila pa pasra konzerva. Pa sem šel 2 konzerve nazaj. In v tem smislu sem se šolal v Pariz. In hodil sem na Alliance Française, na tisto šolo, ki se francosko učiš. Tam je bilo pa tudi več Srbov kot Francozov. So se tudi obravnavali. Kaj je bilo kdo, ne, s kom, kako. Jaz sem se kar skrival. Ta francoščina se te držala potem s francoskimi avtorji, seveda. Ja, Pariz je bil to, kar je dal za mularijo New York, ne. Ja. No, in to so šli, Tiraneš se je hvalil, kako je šlo z Bata Copati v Pariz na avtoštop, pa Cyril Kosmač je bil tudi en francoski gospod. Tam se je spoznal spet na novo, recimo Janeza Negra sem tam spoznal, Pilona sem spoznal, ne, tudi in tako naprej. Zdaj bi te rada pripravila do tega, da si prišel tudi do režije Učne ure, ki si jo sicer režiral tukaj v Mali drami, ampak igraš te jo pa na velikem odru, ja. Ja, to je ta smola, ne, pravzaprav v Mali drami je to bila zelo uspela predstava. Ko zmanjka ali je kdo bolan ali, takrat je bila navada, da so se lahko dobre predstave iz Male drame preselile recimo na velik oder kot nek skok. Seveda, to je pa stvar režije in to, tam pa ni tako uspela kot tukaj recimo. Ne.
No, ti si režiral in igral. Je že igral. Zdaj lahko Alja Tkačeva je igral partnerstva. Ja. Zdaj pa lahko poslušava izvedbo učne ure, ki si jo naredil kot radijsko igro z Duško Počkar. Aha. Dobro, to. Nisem vedel, kam pelje. Torej, 3 užigalice. Tu je še ena, to so torej 4. Dobro, pogledajte, 4 jih imate. Eno vzamem pač. Koliko vam jih še ostane? Radijska igra. 5. Če je 3 na 1, 4, 4 na 1, 5. Ne, ni tako, vi hočete vedno le se števa, treba tudi odštevati. Stavite smiljeno, ne samo sestave, od tudi razstave, ne samo integracija, to je dezintegracija, to je znanost, to je filozofija, to je napredek, to je civilizacija. Gospod. No, vrnimo se k najnim žigalicam. Tu so torej 4. Eno odstranjeno, ostanejo samo še. Ne vem, gospod. No, pomislite, ni lahko, priznam. Se ste vendar dovolj izobraženi, da malo napete možgane. Se vam bo že posvečilo razumeti. No, torej. Joj, ne morem, gospod. No, zanimivo preprostejši primer. Če bi imeli 2 nosova in bi vam enega odtrgal, koliko nosov vam še ostane? Nobeden. Kako nobeden? Prav zato, ker mi niste nobenega odtrgali, imam zdaj enega. Če bi mi ga bili odtrgali, gre ni na več. Ne, niste razumeli mojega primera, no? Mislite si, da imate eno samo uho. Da, in potem? Dodam vam še eno, koliko bi jih imeli. 2, Dobro, dodam vam še eno, koliko bi jih imeli. 3 ušesa. Enega vam odzamem, ostane vam. Koliko všeč? 2, Dobro, odzamem vam še eno, koliko vam jih ostane. 2. Ne. 2 imate. Eno vam odzamem, eno vam pojem. Koliko vam jih ostane? 2. Ne. Pojem vam eno. 2. Ni prav. Ta primer ni prepričljiv. Poslušajte. Da, gospod. Vi imate... imate... 10 prstov. Da, če hočete odlično, dobro. Torej imate 10 prstov. Da, gospod. Koliko bi jih imeli, če bi jih imeli 5? 10, gospod. Ne, gospod. Pravim vam, da ni. Tako ste mi rekli, da jih imam 10. Rekel sem vam tudi tako na to, da jih imate 5. Nimam jih 50, jih imam. Lotimo se stvari drugače. Omejimo se na števila 1 do 5. Za odštevanje. Počakajte, gospodična, videli boste, vam bom že dopovedal. Ja. Radijska igra je bila ena Kako bi na primer rekli po francosko? Matere so tako rumene, kakor moj stari oče, ki je bil Azijec. Ljubime, volijo. Nadaljujmo, povedajte temu. A po francosko? Po francosko. Po francosko ne rečemo, že moja stara mater. So tako rumene, kakor moj stari oče, ki je bil Azijec. No, po francosko bi rekli, mislim, rože moje... Kako se pravi stara mati po francosko? Po francosko? Stara mati? Stara mati. Rože moje stare matere so tako rumene. Ali se pravi po francosko rumene? Da seveda. So tako rumene, kako moj stari oče, kadar se mi jezik. Ne, Kirju, Ne bodijo prava reč. Nadaljujmo. Zdaj mi prevedite isti stavek v španščino, kot imate V španščini rože moje stare matere so tako rumene, kako moj stari oče, ki je bil Azijec. In v španščini rože moje stare matere so tako rumene, kako moj stari oče, ki je bil Azijec. Napačno, napravili ste narobe, vzeli ste španščino za novo španščino in novo španščino za španščino, oziroma ne, obratno. Vjele bolijo, zmotili ste. Niste se zmotili, budite pazljivi, zabeležite si. Povedal bom stavek v španščini, potem v novo španščini in nazadnje v latinščini. Ponavljali boste za menoj. Poslušajte, dobro, sledite. Ne bolijo. Nadaljujmo. V španščini. Rože moje stare matere so tako rumene, kakor moj stari oče, ki je bil Azijec. V latinščini. Rože moje stare matere so tako rumene, kakor moj stari oče, ki je bil Azijec. Ste opazili razliko? No, preverite to v romunščino. Kako se pravi rože
romunsko. Rože, vendar. A ne? Rože? Kako me bolijo, Ne, ker je rože prevod francoske besede rože v italščino. V španščini rože, razumete? Prostite mi, gospod, kako me bolijo, ampak ne vidim razlike. Ja, tako preprosto, pod pogojem, da ima človek nekaj izkušenj. No, poskusil vam bom dati ključi. Kar loči med seboj te jezike, niso niti besede, ki so absolutno iste, niti struktura stavka, ki povsod enaka, niti intonacija, ki ne kaže nobenih razlik, niti govorni ritem, kar loči med seboj, me poslušajte, gospodična, me poslušajte. Gospodična, spadla se mogo. Sita se vas ne potrebuje, me bolijo. Me poslušajte me. Zdaj bova, Tudi tako hitro govorim, ko gre ta v režiru. ne, spomnim se zdaj, ko smo, mogoče se v radijski igri to še bolj sliši, kot v tem, ko si igral Ravala, ne. Ti si mi rekel, ja, avantgarda je želela gledalca, poslušalca nervirati, ne šarmirati, Seveda, ne. seveda. In posledice tega so se kazale tudi na občinstvu. Pa te nesmisli, ne, ki jih osmišljuje in to je vse v tem, da proti temu gledališču, ki uspava, ne, ali da te čisti, ne, da te zasanja, ne, on te ves čas zmasira, ne, ves čas se suva, tako kot prepono, ne. A boš ne spati. To zahteva recimo ta moderni teater, ne. Prisotnost, ne spati. Pogledaj naprej. Vnašati to dramo, nekaj novega, je vam povem tako težko, kot da je bilo skoraj ne moč misliti, mi smo takrat govorili o operi, drama je sploh veljala o tem, da je imela krasne govorce, da je imela igralce, ki so imeli krasne glasove, in sploh ni bilo treba razmišljati. Ti, če nisi imel organa, sploh nisi mogel priti v ta teater, ki od srede odra do prve vrste parterja, recimo glas potrebuje je 7 metrov. Kje je potečala galerija? To so vse gledališče, ki so se kasneje ustanavljala, so vsa manjša, v manjšem obsegu. To so komorna gledališča, tudi drama je pa veljala nek vzor, tukaj je vladal žlahtni patos. Kar redo, on je bil eno redkih, ki je bil gledališki in filmski. V filmu smo ga videli, in gledališče smo ga brali, ne, igral je Shakespearea, to je sploh ta generacija. Tam je veliko dobrih igralcev, svoje šole, dobre, potem pa. Ampak to so profesionalci, ne, se zmeri sem rekel, jaz sem zmeri za profesionalizem, no. Na živce sem mišljal se trči, ki so to nekam amaterske, diletantske. Časom amaterjem še oproščal, zdaj pa ta amaterizem že tu se šir, da sploh te ne znam več ložiti. Se sem sam šel iz amaterjev. Ampak mislim, da je zdaj to je precej diletantizma pri nas. So bile težke debate z raznimi ljudmi. Da bi recimo sploh priznali, da se lahko gledališče tudi recimo profesionalno hvalja, da si prav profesionalno. Pomeni to recimo, da do 80% mrtvih dober, da nisi od inspiracije, da ni treba več alkohola, recimo tako kot v prejšnjih časih je bilo več alkoholizma, recimo so normalno, ljudje so imeli krize, iskali so nek navdih, ne. Dostkrat se to recimo alkohol najbolj je pomagal v tem, ne, ki je pa naša generacija ni govora, recimo, da bi kaj si pomagal z alkoholom, ne. Tisti trenutek, ko popiješ en kozarc vina pred predstavo, nimaš več govornega aparata. Namreč ljudje tega res ne vejo. Trpič se je tukaj igral
Lever ga je igral 3 ure in pol, ko sem jaz kasneje igral, pa sem ga igral 1 uro in pol. Se pravi, da sem za 2 ure skrajšen predstavil, in takrat se recimo teksti so pa pošli. Vi zdaj počenite po tole mizo, pa jim pa ni treba blizu. Zdaj mi mora dogovoriti, jaz pa se s njim nihče vprašal. No, če smo hoteli uveljavljati neke svoje misli, smo morali ven. Smo morali ven drame. A ja, jaz na vse reči, to ti zdaj kasneje vidim. Razen takrat v dobi krize, ljubov piš. In če sem jaz ubit, pokojen, splošten, da to ne moreš narediti, da niso pogoji zelo ustvarjalno. Zato rabiš napravo, nervozo, mir, pa misel ti mora da protesti. Saj občutek moraš imeti, da te nekdo omogoča. Če si pa na vseh področjih onemogočen, je pa tudi težko. No, to je bila pravzaprav ena, ne samo pri krizi drame, ne, to se je verjetno večkrat zgodilo, da so te onemogočili in da ti niso omogočili te lepe, prijetne nervoznosti, ki je za ustvarjalnost potrebna. To je pol, kar se je v drami godilo, jaz nisem razumel. Bile so neke zamere, odkot so to izvirale, kako, zakaj se je začel. Najprej Bratko Kreft, pa Slavko Jan. Vsak dan je Bratko Kreft pisal neka pisma, ki jih je lepo, kot ten čas. Pa kaj je to bilo za nas sovraštvo, ali čud neki nesporazum. Potem pa seveda stane, ne, ta kriza, ne, stane to. V tem ima pa točno vsak svoje mnenje. Moje mnenje ne bom povedal, ker jaz nisem bil za to, da je recimo Štiho sovražen. Stane ga je pa neizmerno sovražen. On je zahteval, da gre ven, on ali jaz. Ne? In tako, ne. Odkot izvira odkot je to bilo, to škodovalo teatru, neverjetno, na ta račun te krize čudne, dramske, izgubil 8 let dela. To ni bilo lepo. No. Poleg tega tukaj ni velikih prijateljstev. Ne. Vsak umetnik, če je umetnik, je predvsem osamljen. Težko si najde eno sorodno dušo. Kar je bilo z porok ali pa teh zakonskih zvez, to jasno je bilo in je to normalno. Teklo lepo Slavko Jan, Vida Ivanova, Skrbinšek in tako naprej s Leontino. To so bili že po parih prišli v teater, ne? Čeprav Rozban, kot misliš, se je od Duške moral oddaljiti, če je hotel, da je ona postala igralka, oziroma da je ostala igralka in Lojze, da je samostojno lahko delal. To ste izrezali iz filma, praviš, ne? Ja, on je povedal, da je pač rekel, midva se bova ločila, midva sva se tiščala skupaj v postelji, sva bila skupaj na odru, sva bila skupaj zvečer, ko smo krokali in to nam bo šlo tako naprej. In seveda on je bil zelo navdušen nad tem, ker sta vidva ustvarila v gledališču in je bil prepričan, da sta nekako drug za drugega ustvarjena igralca. Stane je bil prenasičen vlog, recimo, no. On je igral 7 glavnih vlog v sezoni, pa to ne gre. Pa to je nemogoče. To je ogromen talent, sjajen, ampak po mojem se je preutrudil, ali kaj, potem je šel nek intervju v Vestniku sredo, tam je bil proti ansamblu, ta ansambl se je uprl in tako dalje, potem je ostal sam in zoprno. Mislim, mi smo se mladi sam spogledovali, nisi vedel, kam bi, na katero stran bi šel. Najhujše je to, da potem seveda to... Pa še podpihovalce je imel seveda, Torkarja pa tako. Ja. Da to, da je vzel tisti svoj
voz in šel na Pohorje, Žal. kjer je pač umrl, da so potem seveda iskali krivca za to, ne? In tukaj so se spet delale krivice. Še prej so se mu tudi delale krivice, recimo nam pri Antigoni. Smo le pisali za njega, ne, ta Antigono, ki sem si igral Krevna kasneje. On tega ni vzel, se bal politike, jaz ne vem kaj. Ne vem, zakaj je to odklon. Čutil je, da to, jaz mislim, da je ta Antigona še danes največja drama poetična, kar jih imamo. In sem pol tudi napisal libreto za opero, ki pač nisem še slišal, da bi jo izvajali. No, nekaj je bilo. Ampak težko je zdaj definirati situacijo celo. Nekaj ga je zjezilo, tega človeka. Ni bilo pomoči. Ni pomoči. In to je šlo. Po eni strani je igral čisto vse, kar si je zaželil. Plačo je imel večjo, takrat je doživel, štih mu je dal prvič v življenju in zadnjič po mojem, je mu igral z večjo plačo od direktorja. To je bil Stančič. In tako dalje, in tako dalje. Kadar si pa enkrat jezen, pa utrujen, Pa sam? Tis pa ne vem, noben ni dočakal 90. Poglejva zdaj eno... To so ta 60-ta leta, ko sem bil že kar slavni igralec, se je Krevno, sem dobil štipendijo za Pariz za 6 mesecev. To sem šel in moram reči, da svetujem vsem, da grejo čim prej, v januarju, februarju, takrat še denar na skladu. Jaz sem prišel tja čisto neznanja, seveda z nekaj orkim salamom. Ampak kljub temu, če bi pilon ne bi pomagal, bi lahko umrl od lahko. Edino pilon, ki je videl z enega močnega skopuha, je posodil za 3 mesece denarja, da sem lahko tam zdržal, dokler ni ta denar z tega sklada, vendar je prišel na moj račun. Tam sem se v 54 predstavil, moram reči, da se Francozi predvsem vplivali name, takrat je bila Pariz je bilo zanimivo mesto za gledališče. Tam se je rodila vsaka francoska avantgarda, Arabal, Diar, mogoče UNESCO, to sem prinesel seboj, spoznal sem tudi krasne ljudi. V Kirona sem že omenil, Jana Zadnjegra, ki me je vával enkrat na teden, na kosilo. No, Javoršek je bil tam, tudi pa Globokar, Vinko. Vse mogoče take zelo zanimivi ljudje, s katerimi sem tudi kasneje kontaktiral in ki so vplivali bistveno na moje gledališko življenje. So avtori, sem se začel. Veste, gledal sem predstav, hodil sem celo komedij Frances, ker ponovadi Slovenci ne hodijo. In šel sem tja z 3-4 kovčki oblek, nazaj sem prevlekel 15 kovčkov knjig. To je pač Pariz, prvotno sem igral Lutra, najprej sem odstavil v ljubljanski drami za 2-3 leta, ker bi ja pozabil, kaj sem v Parizu vse videl. Vsa reč je resna. Vsa reč je, kot se kaže, prešla čez nebogljene mire Polinejka in se razrasla v nekaj, kar nosi svojo lastno težo. Polinejk bo torej pokopan. Ukaz prelomljen, a Polinejk nepokopan. Ne slepi se izmina. Kralj bo trdno na prestolu. In to je zdaj beseda jasna.
z jasnimi in stvarnimi obrisi. Nobene žrtve ni, nobene posvečenosti, v očeh sveta nikakršnega zgleda. Reči se v ljudje preprosto in brezmejno. No, Peter, ker jih teptati našo staro bogotost, ni rešen črnih pik in pek. Skrbno bomo raziskali tvoje, pobrskali do kraja, našli mnogo in marsikaj preveč. Veselo bomo vrgli v svet to umazano prgišče. Dejali bomo, njen upor je sad koristoljubja, slabega značaja, častihletja, upora zoper mir in javni blagor, v škodo ljudstva in zoper ljudstvo. Poiskali bomo vidito dokazov za tvojo zvezo sovražnih bizarnosti, odkrili zaroto, jer bo padla še nekaj drugih nepodpornih glav, in te proglasili za hujskaško izdajalko, ki si vnovič zaželela krvi in vojne do žigov in mrtvičev. Ljudstvo samo te bo se žgalo na grmadi. Čemu se to? Čemu? In vsem tem. Kje je te tebe? Kje si ti? Ja. Ja. To je bil ta protest, ne? To je bil ta moj protest zoper mahanje brez veze in godrnjanje med meti in umazanje. Vse ta igra je bila, vse se je dal gledati, je bilo lepo. Samo če si pa človeka vprašal, zakaj pa je šlo, pa ti je redko kdo znal kaj povedati. Je rekel, ne vem, pravzaprav, ampak je bilo pa fajn. Tako, da se je uživali na drug način, ne? Recimo, ni bila misel prva. Je bilo čustvo pred tem, recimo, ne? So nekako tudi igralci, ki so izhajali, so bili žlahtni naši igralci, so pač po nekih tečajih, če so bili bogati na Dunaju, če pa drugačne pa kje. Pri nas so imeli svoje tečaje, Milan Skrbišek tečaj in tako. Ampak niso pametno, racionalno znali razdeliti si tekst. Vse, če je bil kaj ta tekst zanimiv, ga je že v prvem dejanju izstrelil. Mislim, vključiti malo misel. To se je začelo pravzaprav tukaj. Vidiš, zdaj, jaz sem geste popolnoma osvobodil, nobenih gest. Takrat se je pojavil tudi Sartre, tako se je pojavil eksistencializem. Vidmar je celo hotel, da bi se črtal znamenit monolog Krevna. Pri mraku smo se dobivali po vsaki vaji. In prva izmena je bila Iva Zupančičeva, s Primožem Kozakom sta bila kar prijatelja. Potem Bernik je delal sceno, Bernik, ja, to je nekega ptiča je naslikal tam, prometejevsko. No in takrat točno smo vedeli, da delamo revolucijo. In ta ista Antigona se potem preselila v Dramo, kjer takrat smo šli po nagrado že v Sarajevo z odrom 57, smo dobili nagrade in edin Stanči nekako ni bil pa, ni ujel, on je bil zelo pazljiv pri nas mladih. Njega se je neka noviteta, ki smo mi recimo prinesli, je on takoj jo povzel. Učljiv, sjajen človek, res pravi glumac, nekaj. Toneta Slodnaka,
tole ima poseben stil, tako trd govor. Je skoraj da Stane tudi začel, poskušal na ta način in tako naprej. In ko smo ga peljali potem, Staneta na Sterino Pozorje, kar je bilo največje tekmovanje jugoslovanskih odrov, Stane je igral Terezijasa, tukaj jaz sem igral Krevna, sploh s Krevnom sem imel krasne izkušnje. Najprej je bila Iva na odru 7, potem so pa prepeljali Štefko Drolčevo, za izmeno, Štefka je prišla kot boginja, razumeš, iz Trsta. Ona je bila, to še zdaj mislim, Štefka Drolc pomeni eno veliko osebo. Ampak je bila mehka, poskušala solze točiti, tako ne. Jaz pa zabijati, ne. In tako se je ustrašila, da je Revška Boga 3 strani preskočila teksta. Prav bala se me je. Res. Ampak veš, to je zanimivo. No in Staneta smo potem pripeljali na Sterino Pozorje, ker on nima jugoslovanskih nagrad, ne. Tukaj pa 3 Prešerne ali koliko, ne. To je čudno, ne. Ravno obratno. No in potem sem dobil jaz nagrado za Krevna, Stane pa ne. Jan je bil tako užaljen, da sploh me ni pogledal en mesec. Ne vem. Smola, ne. Glej, ti imaš 2 pesniška avantgardista, vsak na svoj način avantgardist. Mogoče eden zgleda, da ni, drug pa sigurno je, ne. Ampak v pesništvu slovenskem je šlo ravno za to. Avantgarda je izgnala čustva in je uvedla misel. In seveda, čim se pa misel v umetnosti pojavi, pa ti avtorji postanejo precej politično frdekti, kot se reče, ne. Ja. In te dva pravzaprav sta bila tudi oba. A misliš, da vi, a imamo čas? Imamo. A imate vi čas? Jaz lahko, kot primer recimo, neke avantgarde, ki se je pri nas rojevala, je seveda, Krakar je bil zanimiv, zato ker je se nekako večni upornik, on je prišel iz Nemčije, siten, vse je šlo preko neke notranje uprave, preko nekih ljudi, ki so mogoče zalezvali, narobe ovajali, ker mi smo bili malo revolucionarni, ne, se temu reče. Kaj smo reči? No in takrat je recimo delal Marjan Marinc, je delal selekcijo. Tito je povabil en praznik državni, ali kaj je bilo, najbrž, serijo nekih igralcev, ki naj predložijo svoj program in iz tega je naredil izbor za Brdo. Je bilo kar število, recimo 10 komadov, nekaj tako, ne. Jaz sem predložil Šalamuna. Seveda nisem šel na Brdo, ne. Gobice sem predložil, gobice. Budala, ne. Tle imam enega Šalamuna. Tudi Adamič je, ti, ko rad recitiraš, da imaš kaj, kakšno pesnico tako. Pa sem hotel, da bi Šalamuna Bojan Adamičev pesnil, jaz seveda ga ni. Tam sem priredil recitacijski večer pri njemu doma, ampak Šalamun ni za to, ne, ni za muziko Bojana Adamiča. Tole je prav tudi napisal, tale naš Šalamun. Odstranili bomo čevlje z gumo. Zakaj takih se več ne nosi. In smrt. In muhe. Ker nimajo urejenih pristanišč.
odstraniti bomo nekatera neumna števila, tako da bomo končno lahko zadihali in svobodno šteli. 1, 2, 3, 17. Odstranili bomo vse besede, ki imajo manj kot 5 črk. Zakaj popolnoma jasno je, da se take besede samo vanjajo in planine. Odstranili bomo koliko? Ker imamo kvadrat. Ker zakaj bi imel človek eno nogo takšno, drugo nogo takšno? In popoldne. Ker takrat sonce zahaja. Odstranili bomo vranico, ker kaj bi z vranico, ko imamo jetra, pljuča in sploh še preveč teh stvari. In Sicilijo. Ker je navaden politični pojav. Linore. Ker ne ve, kje leži Baku. In sviterje, ker se oblačijo čez glavo. Odstranili bomo dihanje, ker se vdira, ker se vdira, ker se vdira. In konoplja. Ker lani konoplja, to se blazno čudno sliši. Odstraniti bomo nebo in vodo, ker se začne na V. In le pogledajte ta znak, kako balansira na eni nogi in zeva proti vrhu. In razladnje čas. In sploh čistočo, zakaj vsaka čistoča se zamaže. In kaj potem? Kaj potem? Zdaj pa trenutek za... Če nimaš kje se zdrav, potem ti nimaš pitanje. Zdaj trenutek za Virginijo Woolf. Ja. No, tako. Moja žena kromosome je. Natrese si v vsene kosmiče. Gre namreč za postopek, ki bo omogočil spremembo genetskega sestava spermijev. Se pravi, da bo mogoče že naprej določiti barvo las, stav, moško postavo, potenco, poraščenost, potezo obraza in značaja, intelekt. Intelekt je seveda najvažnejši. In tako bomo dobili čudovito človeško raso, prepruveta rojeno, v inkubatorjih vzgojeno, preletno veliča. Da pa bi se eksperiment posrečil, bodo potrebni tudi nekateri regulativni posegi. In sicer bo treba precejšnjemu številu moških prerezati semenovode. Treba bo praviti na milijon mečkenih operacij, ki bodo imeli za posledico samo mečkeno braznotinico na spodnji strani skrotuma, vendar pa ta operacija zagotovila sterilnost grdega in neumnega in nepopolnega individua. Dobili bomo čudovito človeško raso. Na svetu bo red, se bo nespremenjeno in mravlje bodo zavladale svetu. Seveda ne gre samo to življenje teče naprej, jasno. Zlatni realizem počasi umira, se že pozna v krivo 2050, smo že moderni igralci nekaj začeli normalne še govoriti, kot recimo prej, smo že govorili, nismo več peli. No, tam se pa že boljše predstave, kot so Virginia Woolf, tako osnovne reči, za kjer vemo. In žal, da so bili kriza drame. Takrat, ko nam šlo najlepše, so začeli umirati starejši igralci, so začeli preživati drugi, generacije so se začeli menjati. In ta kriza drame je me porinila tla za dobrih, recimo, 10 let. Jaz na morje drugače občutim ga, da je to moje, ne. Mogoče ta odprtost, res ta reč, ki se nikjer ne konča, saj ne, mogoče samo s kakšnim točkom, ki je lepo črta, včasih je bolj ne. Ta črta me privlači se, zato pa imam to ladico.
to je del značaja, mogoče da to tudi spada, je to del umetnika, najbrž, ker je to ena večna težnja k iskanju tega, kaj je za to črto, kaj je tam zadaj. Ta radovednost, ki je umetnik pač mora najbrž imeti, drugače ne more delati. Ker kdor ni radoveden, pa poskuša biti umetnik z tega radost. Povrh vsega je začetku 80-ih let v Luciji, moj znanec, ki se spoznala mali drami, on je prevajal Pinterja v Arnito in jaz sem takrat do konca razbožen, šokiran, nisem vedel, kaj ne naredim, ker sem ga imel rad in ker sem imel rad njegovo literaturo, sem se odločil, da se bom naučil njegovo balado o Trobenti na Blaku. Seveda najprej sem moral prirediti, potem pa še se jo naučiti. Zadeva je trajala 55 minut, doskrat sem jo govoril z velikim uspehom, velikim ljudem, pa včasih tudi samo za 5, včasih jo gremo povedati ven v kuhno, če hočete. To je lep tekst. In pa sprašujejo, kako se morate vi to naučiti, ta tekst. Če veste, igralstvo ni samo talent, ni samo glavca, igralstvo je tukaj. Za tega Kuzmača sem porabil vsaj 500 ur učenja. To je nekaj zaprijatno. Kaj me, ali se čudite, ker sem zatrobil? Če niste nikoli slišali, da so umetniki otroči. Otroči so razposajeni, kako nedolžni otroci. Popolnoma neresni ljudje. Neresni ljudje kmetejo ilovico, mešajo barve, pišejo pesmi in povesti, kipa. To so sami otročari. Zato resni ljudje umetnikov ne jemljajo resno. In tudi pametne ženske, ki imajo zadetake. A po smrti pride poveličanje. Pogreb na državne stroške, plošča na hiši, kjer je živel in delal, plošča na hiši, kjer je umrl, festival, nagrobnik, spomenik. Potem pa nastopi truma nekaj obzirnih policajev, ki s čemirno nabrano šogo, nagubanim čelom, prešiljenim nosom, najprej prevohajo vse njegove papirje in papirčke, če jih domači še niso požgali, potem pa se spustijo po nju, da se sledi njegovega življenja. Natančno ugotovijo, kje je hodil, kje je bil in pil, koliko je bilo ljubic, kakšne so bile, kje je služil v vojski, kje je umiril, kako je zapravljal čas in denar. Potem pa mu znanstveno, brez rokavic pretipajo drog, obisti mehur in projekti, ki je najvažnejša stvar. In potem pa ženijo, da je bil mož človek in umetnik in da je vendarle škoda, ker je legal v prerani grob. Veste, vsi umetniki umrejo prezgodaj, ker tudi če so živeli 100 let. Tako je. Če bi mogoče za konec te vprašala, katere so bile tiste vloge. Vem, ti si enkrat rekel, da ti nisi igral za majhne vloge, ampak za velike vloge in da ni slabih vlog. In če bi ti zdaj rekla, katerih se spomniš, recimo zdajle, kot enih, kot en tak izbor, kot en šopek, ki so ti dale en pečat, poleg Krejona, ki si ga že omenil. Je kakšna, ki je... Vse si naredila lepo selekcijo, vse te. To je tako, ne. Tole, kar se danes vidi, je del tega, kar se spomnim, ne, to bi šel zdaj igrati. Še zdaj imam ta tekst v glavi in lepo si selekcionirala, hvala lepa. Res mi naredila en spomenik, sploh historija, da se tako dobro.
Ja, veste, res hvala. Genialen Sva končala. Juri, genialen. A gremo pit? Ne, samo še eno slikco malo. No, dej, da vidimo. Moram ti reči, da jaz kar sem vložil taj. Kakšne projekte, ne. Mi smo igrali še predstave, zdaj igrajo projekte. Kar sem vložil energije, sem vedno dobil poplačen. Vedno sem dobil to nazaj, vrnjeno. Dobre se. Se pravi, splača se. Splača se vložiti veliko truda v to, kar delamo. Hvala lepa. Sinoči, kako vsako leto na moj rojstni dan, pri meni so bili gospodje oficirji zbrani. Kot vsako leto so bili gospodje oficirji, nadelani kakor bacine,